Za popularnost plesa ob drogu se lahko zahvalimo Demi Moore in filmu Striptease, a plesalke na drogu skušajo podirati stereotipe, ki ta ples povezujejo s striptizom. Ples ob drogu je več kot seksualnostjo nabita umetnost, je šport, ki ga bomo zelo verjetno kmalu videli tudi na olimpijskih igrah. Svoj talent na drogu lahko preizkusi prav vsak, saj drog ne zahteva nobenega predznanja. Ples ob drogu je primeren za ženske vseh starosti, vseh telesnih pripravljenosti, za vse, ki želijo izraziti svojo ženstvenost in se počutiti dobro v svojem telesu. Odsvetujemo ga le nosečnicam in tistim, ki imajo probleme s hrbtom. Pri plesu z drogom fizična pripravljenost hitro narašča. Najbolj se oblikuje hrbtne mišice, mišice rok in stranske trebušne mišice. Telo je bolj gibljivo. Med uro plesa pokurimo 250 do 400 kalorij, bolj kot kalorije pa je pomembna samozavest, ki iz 1. do 7. stopnje le narašča. Počasi skozi stopnje napredujemo in v 4. stopnji, ki je tudi prelomna, se začneš obračati na glavo. Potem pa 7., kakor sem omenila, je nekaj posebnega, pa se začne delati na vrtljivem drogu, torej drog se odklene in je tle pa potrebna največja fizična pripravljenost, ker potrebuješ večjo moč za to, da se lahko obdržiš na drogu. Ker ples ob drogu zahteva veliko vaje, predvsem pa te hitro zasvoji, si marsikatera tečajnica želi imeti drog tudi doma. Vse tečajnice se želijo imeti drog doma, samo mogoče ima kakšen problem s prostorom doma, pa starši ne podpirajo, fant ne podpira, strop mora biti odzidan, da je lahko drog sploh popet v strop, drugače pa tiste, ki ga imajo, so zelo zadovoljne.